rekel, dajmo pa narediti nekaj. In nastale so tele majice. No, nekdo je tle. Tole so pa te stare slike, to je bilo pa prej prvotna koča in kapela. Drugač pa ženi, tukaj ne boste. No, pa sem osvojil tudi en vrh danes. Živijo! Spet v akciji, novo jutro, nov izlet. In na planini Ravne sem v Savinjskih Alpah in imam plan malo tele zlatorumene ceste pogledati. Sprot pa bom skočil še do Ojstrice, pod spodi planine Korošica, mogoče tudi na Planjavo. Glavno en tak ful dober krog bom naredil, kaj lepega bom posnel vmes, mogoče tudi kaj povedal. Vas povabim, da greste z mano. Danes delam krog v nasprotni smeri Uringa kazalca. Tlele so namreč z Alešem kakšen mesec nazaj že bila, ampak sem tlele v drugo stran hodil, oziroma so v drugo stran krog delala, pa tudi drugačen krog je bil. Ampak del poti je pa isti. Sem prišel do križišča, kjer markirana pot gre naravnost. Z desne sem pa v prejšnjo turo sem tle dol prišel, pa dal desno gor povezavo do te ture. Gremo pa zdaj proti Molički planini najprej, pa pol proti Korošici. Zdaj pa, ker ni več ne vem kakšne vročine, so tudi mravlje malo bolj počasne. Prav zanimivo. Sicer macesni so zdajle, oziroma, ja, so zlatorumeni, ampak danes po noč pa prejšnji dni je ful pihal in izgleda kar precej že igelc dol pometal. Pa tudi tale dolgo indijansko poletje ne bi bilo naklonjeno igelcem, da porumenijo, baje. Spotoma gremo še mimo enega spomenika, je pa tukaj noro lepo. Kar dobro, ne? Pišu, kar so dobri razgledi. Po noči še dežval, tako da je res čisto. Bo pa izgleda gor kar precej pihal. Upam, da se kaj umiri v teh parih urcah. Zdaj se počasi pa bližam križišču tlele pod Leskovcem. Tole je veliki vrh, kar sva ga z Alešem obdelala v že omenjenem videu. Tlele gor je Leskovc, ker sem ga tudi v tistem videu obdelal, pa obdelala so ga tudi z Mitjetom v zimski turi s Krpli. Tlele. Tako da bom dal tudi tisti video desno gor. Evo ga križišče. Se pravi tukaj, če bi šli zdaj v to smer, bi delali krožno turo, eno tako krajšo, cirka 2 urce pa pol dolgo. Mi gremo pa semle naprej.
Minutko pa pol naprej novo križišče in tle se mi držimo levo, desno je pa veliki vrh. Po tale del poti bom pa prvič hodil, še nisem tle nikoli bil. Tole je Dleskavc, pozabil sem pa povedati od tega križišča malo nazaj. Levo pol, zdaj gledano nazaj, je jamarski bivak, so ga postavili par let nazaj. Je pa tukaj edino 1000-metrsko brezno Kanina Kanino, kolikor vem. No, lepa reč, Ojstrica je še zmeraj v oblakih. Napoved je bila, da bo zjutraj oblačen, pa da se bo pol proti popoldnevu spihal. Zato tudi nisem šel prav zgodaj od doma. Sem tlele s planine štartal še okoli 9:30, tako da upam, da se bo zdaj v teli urci kar raven do Korošice spihal, če ne, bomo pa plan B naredili, ne, pa neko drugo turo. Drugače pa tole čez je deska, tukaj ravno zadnji je jezero Vodotočnik. In tam po uni stran imam plan se vračati nazaj, da bomo pa videli, kako pa kaj bo. Pot je pa drugače zelo lepo vzdržana, ne dolg nazaj, torej letos, no, kakšen mesec verjetno nazaj, zgleda, da so rezali tole. Tako da, vsa čast. Počasi se bližam Molički planini, tam leži ono kapelco ali cerkvico vidim. Na spodaj eno križišče, tlele pa tudi eno, ki gre po mojem na veliki vrh. Ojstrica še 2:35. Ja, gor je veliki vrh. Da vidite, ko gor piha. Gre oblaki tako hit. Do Korošice sem sigurno skočil, bom pa videl. Koliko se lepo odpre, da vidimo, ko pa tle na tablah piše. Za desno vem, ko je, levo je pa Podvežak, Pa tudi ravne, super. Bom pa, ne vem, kje bom točno šel nazaj, ampak tle nekje. Dele, ko sem pa glih v zavetju, pa ko sem šel goret, se lahko malo pohvalim. Ko smo naredili 2000 subscriberov na YouTubu, sem rekel, dajmo pa narediti nekaj. In nastale so tele majice, tudi bela. Lahko si jih pogledate, ali slikce so na Instagram profilu V naravo in na Facebook kanalu V naravo, pa na spletni strani vnaravo.si se jih pa da tudi dobiti. Cena je 15 €, je pa narejena majčka iz recikliranega poliestra, mi je ful všeč. Prav take sem hotel. Kar kul, ne? Pa delo to moje prijateljice, Mojce ima pa 3, se pravi 3 tiske tle, gor na hrbtu, na vratu, pa na rokavu je tudi naš slogan. Živimo, da raziskujemo. Tukaj not je zagotovo brezen, ker je jeklnica tle napeljana. Pa tukaj so tudi kar ene lepe luknje. Kakšen vhod, ko je amfiteater. Ko je dober. Kaj so dober te dva borovca pustili, kaj ne dva bonsajčka. Prihajam na Moličko planino. Prav vesel sem, da sem tle, prvič sem tudi tle. Sem videl te slikce, pa veliko lepega so mi povedali o tem, tako da sem se tega prav veselil. Se prav levo gremo verjetno proti Korošici, ne? Tako. Jaz grem pa še kaj pogledati, itek. No, nekdo je tle. Pa je malo presenečen.
Evo, gospoda Tonja, tlele oskrbnika na Molički planini, sem zahaklo, pa mi je malo zgodovine, evo tole je gospod Toni, pa mi je malo zgodovine povedal. Reč tole kočo so leta 28, oziroma leta 28 rekli so naredili kapelo, ne nazaj. Je, v 1980. Ja, a je 80, aha, 80, aha, 80-ga, to kočo pa par let kasneje. Pa 2000 polje je bilo, 99 ga je bilo otvorito. Tole so pa te stare slike, to je bilo pa prej prvotna koča in kapela. To je bilo pa narejena kapela je bila, mislim, koča je bila 1894, polje so še pa naredili pa kapelo pa 1898. Najprej so koče zgradili, to je izgledalo takle, polje se še pa kapelo bolj. Drugač pa polet je koča skos odprta, septembra za lepe vikende, tako da tudi za spat, 15 ljudi lahko prespitle, za jesti je vse tle dobiti. Ja, za jesti je 15 lahko prespi. Je pa v glavnem tamlja do sredine septembra, pa konc septembra je skrbovano skos. Poldelje, oktober pa to, pa še tudi lansko leto sem bil tle, mislim, da tam okrog 16. novembra sem zaklenil, da sem jih zaprl. No, vidite. Padel sneg. Ful lepe krožne ture se da tle delati, dobrodošli. Evo, gremo še malo sobe pogledati. Pišu, kakšna huda bajtica je. Tole je Robanovko dol, dolina, tole je seveda ta kapelca. In pa gospod Toni mi je povedal, da je tlele gor, grem lahko po eni poti, po malo bližnjici. Zdaj, glede na to, da je še zmeraj oblačen, verjetno Korošica odpade. Sva pa zdaj tudi z gospodom kar lepo poklepetala in je malo razložil tele poti tle okoli, malo zgodovine, pa tako da je res super in siguran sem, poleček je v glasu, nekakšen čajčko, ja, pa čajček mi skuhal super, prijazen gospod. Tukaj ne bi bila pot na Ojstrico. Jaz sem pa tam, ker je bila pot na Ojstrico, sem pa naravnost šel, grem pa po tej poti. Gremo proti Kocbekovemu domu. Evo, veliki vrh je lepo zun. Tle je pa takole. Tako da sem se že odločil, da kele gor nam šel. Bom šel pa verjetno kje proti jezeru Vodotočnik. Pa en tak krog naredil. Kako je noro lepo tle. Sem pa zvedel, zakaj je Molička planina. Molička planina. Zato, ker je lastnik te planine kmet, ki se piše, mislim, da Moličnik, bi rekel. No, toliko, da vi veste, jaz sem pa tudi nekaj novega zvedel. Evo, slovenska planinska pot je že tle. Ko piha. No, zdaj se je pihanje malo umiril, tako da lahko v miru posnamem tole obširno, ne vem, ko se temu reče, planjavo, planoto. Tudi tle sem prvič, neverjetno, koliko je hudo danes. Same nove stvari. Ko sva se z Alešom pogovarjala o takole v Korošici, prav, tam je taka ravnina, da bi komot stadion postavili. Pa res.
Drugače tole je bila koča na Korošici oziroma Kocbekov dom, ki je ene 5-6 let nazaj pogorel. Zdaj je pa tudi gospod Toni rekel, da so bili glih zdaj en dan tukajle, da so imeli ogled in da so se odločili, da bojo to obnovili oziroma ne obnovili, ampak novo naredili. Je pa tale provizorij zraven, je pa iz zabojnikov narejena. Bom še bližje malo posnel. Čujem. Kar zapira se. Drugače pa ženi, tukaj ne boste. Ja, tukaj je Cenik, pa Kasica, Prasica. Pa tukaj luštno zavetino. Enač odločitev je padla, grem tamle do vodotočnika, pa tam spet nekje levo zavil, pa proti mojemu izhodišču. Tako da danes kakšnega vrha glih nam osvojili, bo pa en tak fantastičen sprehod. Drugače pa tudi za vodo na Uteženi. Tamle dol je en izvir, malo prej gor, kakšne pol urice nazaj, sem šel tudi mimo enega. Res je sicer, da je včeraj deževalo, tako da ne vem, če je to tudi poleti tle toliko vode. Pa zdaj gremo še do jezera Vodotočnik, je še tam voda. Tukaj je res težko biti žejen. Drugače pa poleti tukaj baje pase več kot 100 krav po teh planinah. Še ta zadnji pogled danes na planino, Korošica. Pa gremo tle čez sedlo na drugo stran. Ja, tu je pa na drugo stran zdaj sedla. Napoved je bila, da se bo popoldne spuca, se pa popoldne oblači. No, tista lepotka tam dol, ko se vidi, če se vidi na kameri, ti smo šli pa krožno turo tudi na tole desko, tole je deska, in tam smo se pol vračali, ima pa Aleš, bom dal tudi desno gor tist povezal do tistega videa. Tukaj spodaj pa zdaj že Vodotočnik. Ja, tole je pa velika planina, ne. Pa tale tura je tak ta prav pohodniški raj. Prav navdušen sem tle. Evo, še malo potočka imamo. Zdaj pa, če kaj vem, se bo tle zdaj Vodotočnik dol videl. Vem. Edino jezero v Kamniško-Savinjskih Alpah. In tudi gospod Toni mi je povedal, da je to naravno jezero in da je Vodotočnik zato, ker se skozi voda priteka do taka. Odteka pa skozi eno brezno ne bi odtekala voda. Se pa samo v najbolj sušnih dneh, letih da se mogoče, da presahne jezero. No, to je tista desna pot, ki se vidi, to je tam, ko smo šli z Emo pa z Alešem, ki sem prej omenil. Bom pa dal še en posnetek od spomlad z dronom, ga imam sicer tudi danes s sabo, ampak imam 2 prazni bateriji, tako da mi nič ne pomaga. Edino malo dodatne teže pa prostora zavzame.
Še malo z druge strani jezerček. Zdaj smo pa na sedlu pod desko in tole še razgled, kakor ga je. Zdaj tukaj gre, ko ste videli, za Podvežaka, ne. Jaz moram pa kebaliti. Podvežak je tlele bolj desno, sem pa kele čez Dleskovc. In zdaj sem tle dol spustil, pa en krog ful mogel levo zaviti, pa pol kaj gor nekam prečeti, no, glavnem. Imam še dosti cajta, tako da bom že našel. Tlele, če bi šel naravnost, grem proti Podvežaku. Tlele piše levo Vodole. To vem, da gre na moj izhodišče, ampak dol po dolin. Jaz bi pa še rad gor skočil kele na Dleskovško planoto oziroma kele gor. Sicer tam vidim eno potko da preč, ampak ni markirana. Baje, da je to neka pastirska pot, ne vem pa, kako se do nje pride, ne pa kje, tako da ne bom zdaj tvegal. Bom šel kar tlele nazaj proti Korošici, pa pol se bom nekje desno odcepil, pa bom videl kje. Tlele spet markacije za tele Vodole, planino, ampak grem jaz kar, kako sem rekel, po ziher poti. No, od tega se pa spomnim, so z Mitetom tlele pozimi že bila. Tam pa so šli tlele gor, pa se pol kar prečili čez proti Dleskovcu, ker je itek vse zalit, se nič ne vidi, samo belina, in so kar direkt kaj vsekala. No, jaz moram pa tlele še malo naprej, pa kmalu bom pa že desno zavil, no. Evo, pa sem že na križišču. Tukaj levo se gre gor za Korošico. Evo, pol ure do Moličke planine. Mi bomo pa kmalu tudi desno zavili nazaj proti izhodišču. Evo ga, dolgo trata križišče. Rad so tukajle praktično sporedno 3 poti. Desno od mene zdaj je tista, ki sem glihkar kontrasmer hodil, ne, ki gre proti planini Podvežak. Desno, oziroma levo zdaj od mene, je pa tista pot, ki sem prej kaj proti Molički planini šel, ne. In so vsaka je tako, če gledaš, ima ene, ne vem, če so 200 metrov narazen. Moja pot sicer, oziroma markirana pot nadaljuje tlele, ampak jaz bi še gor na Dleskovc skočil, pa vidim tudi tamle, da je nek prehod in bom kar tukajle čez vseku pa je. Drugi drugač, po mojem, krave tele prehode delajo. Je mogoče res kdaj lažje po vseh 4 skozi prijeti, kot po 2, ampak tudi po 2 se da. Je tlele kar orang pot, ampak po mojem, da res sam od krav. Še pogled nazaj. Tole je deska. To sem zdajle prišel na markirano pot, ki gre proti planini Dolga Trata. Jaz sem kar naravnost poteljen gor, pa sem v tej markirani poti pridružil na planini. No, pa sem osvojil tudi en vrh danes, Dleskovc. Tole naravnost je Raduha, zadnje Peca, Olševo, veliki vrh,
deska. Tukaj je Rogatec pa Lepenatka. Zadaj za njima v megli Penina planina, Velika planina pa Savinjska dolina. Ta zdaj naravnost je pa po mojem, da smučišče Kope. Za dol je treba pa slediti samo najbolj shojni potki. Krave točno vejo kam. Zdaj le mogo nekaj levo iti. Na markirano pot pa tlele pridemo pri temu lekalu ali jezerčku, kakorkoli se že reče. Na koncu planine. Tole pa zdaj eden najbolj pravličnih prizorov pri nas v hribih. Živam. Evo, počasi se spuščamo dol proti avtu. Sem zdaj v klepetu še z dvema iz Hrvaške. Iz kje ste že rekla? Iz Varaždina sta. Tudi spremljata kanal. Sam sta bolj sramežljiva. Tukaj dol pod nami se že planina vidi, tako da imamo še 10 minut, pa smo dol. Evo ga, pa smo nazaj na planini Ravne. Takole, še en zaključek, a ne? Super krog sem naredil, sicer pač ste videli, da plan je bil sicer čist drug, ampak nimaš kaj. Ko sem že stokrat rekel, meglo, brez veze rint. In tudi tale krog, ko sem ga naredil, je res fantastičen. Žal, letos teli macesni malo ne sodelujejo, ampak hvala Janezu, hvala za predlog, da se tukaj gre macesne pogledati. Ampak, kot sem rekel, letos ne sodeluje najbolj, ampak nekaj je pa bilo lepih. Tako da, jaz se vam zahvaljujem, ker ste ostali z mano do konca. Imejte lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo. Čau!